Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, danes bomo govorili o tem, kako prihranimo na plenicah, kako jih torej uporabimo manj. In moram reči, da so te informacije 1000% preverjene iz prve roke. In ko sem jih jaz dobila, sem jih najprej poskusila pri sebi in potem raztrosla med vsemi svojimi prijateljicami v skupini Ozaveščene mamice preko Gaja akademije. In evo, danes pa ste na vrsti no se ponavadi se ženske bolj ukvarjamo s tem, ne? Res je, čeprav opažam, da je potem tudi pri fantih, ko so bolj tehnični tipi, če jim daš neke usmeritve pa navodila in je nek uspeh, tudi oni zelo pridejo temu nasproti in uspešno v bistvu pomagajo, radi to potem počnejo. Anja, sej iskreno, jaz spim z Gajo, ampak zjutraj jo pa prevzame moj partner in ona dva zmeri zjutraj najprej kakata. Tako da imata ona dva svoj ritual jutranji, ne? Tako, namesto previjanja, jim damo to možnost. Tam damo jim malo znanja mogoče iz ženske strani, usmeritve, kako se lahko oni vključijo v samo negovanje in se mi zdi, če jih me recimo dojimo, hranimo, se mi zdi to nekaj čudovitega, kako se lahko oni povežejo s svojim otrokom, pa se počutijo koristne, bi temu rekli, ne. Zdaj, Anja, kar sem jaz ugotovila, imamo prvo stopnjo ozaveščene mamice, da ne kupujejo navadnih plenic, ampak ekološke plenice, Potem druga stopnja ozaveščenosti glede tega vidim, da so mamice, ki kupujejo pralne plenice. Potem vidim tretjo stopnjo, oziroma, bi rekla tretjo stopnjo, da v bistvu sploh ne uporabljajo plenic, ampak to, položaj lunice, torej brez pleničarstva, Ampak se veliko ljudi ustraši, zaradi tega, ker je to kar hard work in obstaja pa torej nek način, da si prihranimo čas za pranje plenic oziroma prihranimo denar za kupovanje ekoloških plenic in prakticiramo to, kar ti praviš, manj pleničarstvo. Tako, ravnovesje, Gledamo vse te duhovne stvari in vse in iščemo ravnovesje in prav tako je pri negovanju otroka. Če bomo se preveč vrgle takoj po porodu v pralne plenice, se nam lahko zameri. Če se vržemo v brezpleničarstvo, da je otrok brez plenice, nam spet lahko zameri, Iščemo ravnovesje in tukaj je to plenica ni stranišče, ampak pripomoček, ki ga uporabljamo, ko enostavno ne zmoremo, Doma pa vidimo, lahko imamo navadne pleničke, takšnele, recimo spenjače, ali pa ga oblečemo temu primerno z vložki ali pralnimi plenicami. Mi vedno moramo poiskati rešitev, da nam olajša življenje, ne oteži, posebej starševstva, ker je že toliko veliko teh pritiskov, se mi zdi. Ja, in s to prakso manj pleničarstva, ki izhaja mogoče iz prevoda diaper free, in če rečemo diaper free, mogoče mislimo brez plenic, pa se mi zdi, da je bolj osvobojeni plenica, Da se ne zanašamo na plenico, ampak ga naučimo, obstaja spoštljivo okolje, kamor lahko izločaš, ko pa to ni možno, je pa tu za tebe plenica, Wow, fantastično. Kje bova začeli? Na začetku seveda, ampak kje tukaj je začetek? Ker jaz sem pri tej temi tako zelo navdušena, prihranila sem že ogromno plenic, ampak to so samo materialne zadeve, kar osebno najbolj cenim in zakaj sem tebi najbolj hvaležna, je pa dejansko to, da čutim to povezavo z Gajo in vidim, da je Gaji tudi všeč in da se počuti, da je ona velika punca, ki lula v kahlico že od 6. meseca nekje, in da kaka, se kdaj zgodi, da uide, Tako. Ampak ona to opravlja tam in se mi zdi, da tudi njej da neko tako samozavest. Tako, samostojna je, In s tem tudi potem, ko ti reagiraš na njen uspeh, namesto z bravo in skakanjem do zraka, ampak uspelo ti je, s tem gradiš njeno samozavest, samopodobo, da ona zmore sebi zaupati. To je nekako vzgojni vidik vsega tega. Če si pa rekla, če greva na začetek, pa jaz vedno rečem, da se vprašamo, kaj smo počeli pred plenicami za enkratno uporabo. Imeli smo pralne plenice, mogoče takšnele pritiskače. Ampak kaj smo pa počeli še pred njimi, pa se velikokrat zmedemo, sploh ne posvetimo tega premisleka. In takrat smo komunicirali z otrokom. In če pogledamo, kako se mi počutimo, ko nas lula kaka, če bi naju vzele na primer tiščalo, bi si vzele pavzo in to opravile, ne bi si dale gor pleničke in pri otroku je isto. Ni mu prijetno in potem kaj je siten. V samem položaju lunice, bom šla od otroka k odraslemu.
Mi otroka primemo pod stegni in podložimo zdaj kahlico ali pa v tem primeru si bom vzela čebriček, si ga lahko nastavim med stegni, ga stisnem, da je fiksiran in otroka usmerim. Zdaj, če imam tukaj lulčka, ga s prstki malo usmerim navzdol, če je pa lulika, bom pa ponavadi zadela. Torej, sama postavim svojo držo, to moramo biti zelo pozorni, primemo otroka pod stegni in njegovo zatilje, glavo in hrbet naslonimo na svoj trup. Pa se počasi kdo ustraši, pa reče, pa kaj vam je pa tega treba, kaj ga mučite, ne? To se mi zdi, da velikokrat slišim. Pa takrat rečem, kak pa kakate vi, a ne? In če pogledamo samo naše telo, koliko bolezni izhaja iz samega tega sedečega položaja, odvajanja, pa res preveč sedenja v življenju. Pa bi se zdaj kar postavila v položaj. Se pravi, najbolj anatomsko pravilno ali pa naravno odvajanje je položaj globokega počepa, bi rekla. A ne? Zdaj, kdor ne zmore biti na svojih stopalih, se pač postavi na prste in v tem položaju odvajamo. To je najbolj naravno. S tem si jaz pomagam. Jaz imam pručko v WC-ju, pa pač dam noge gor. Tako, to je sredinska pot. Če bi pa bila zelo zaprta ali pa imela močne hemoroide, pa se zelo priporoča ta položaj. Zakaj? Zato, ker res intenzivno pritisnemo stegna proti trebuhu, s tem naredimo pritisk na trebuh, v sami notranjosti našega telesa pa debelo črevo in danko poravnamo in blato kar zdrkne ven, če smo nad školjko ali pa v naravi, kjer pač smo. A ne? In pri otroku v bistvu, če se usedeva nazaj, pri otroku naredimo točno to. Njegovo notranjost, anatomijo njegovega črevesja, ki je enaka pri otroku, odraslem ali pa starostniku, sprostimo. In mogoče si videla v prvih mesecih, kak je Gaja punkala, predvidevam. Ne? Ja, tako in vsi otroci, novorojenčki, dojenčki do 3. meseca res tako intenzivno, ko jih napenja, sproščajo te pline, da nekako razumeš, zakaj jih to boli, zakaj toliko joče, zakaj je toliko kolika. Ne? To je super preventiva pred kolikami in za bolj zadovoljnega otroka. Se pravi, ali v čebriček, ali že v kahlico, oziroma pri lulanju, jaz vem, da sem včasih kar nad umivalnik dala. Tako. Zdaj že, če se mi zgodi, oziroma ko pri babici nismo imeli še kahlice, jo pa držim v bistvu kar nad WC školjko. Tako, super. Našla si prilagoditve za vse izzive, s katerimi si se soočila, ne? Ja. Ja, naravno. Eni rabijo mogoče malo več usmeritev, ampak važno je, da če se z nekim izzivom, problemom soočimo, da poiščemo rešitev, da ne obupamo, ampak vztrajamo, ne? Anja, mene je šokiralo, da je meni to takoj v prvo ratalo. Ampak sem se zanesla na tiste easy catch, se pravi na tiste situacije, ki so lahke za ujet. Meni je v prvo ratalo, v drugo ratalo, v tretje ratalo in sem bila kar ono, ja pa halo, kva? Katere so tiste situacije, ki nam bo skoraj ziher ratalo? Spet lahko mislimo na sebe. Kdaj mi lulamo? Lulamo, ko se zbudimo, lulamo, ko kam pridemo, a ne, ali pa po hranjenju. In pri otroku je popolnoma enako, že zaradi hormonskih stvari, ki se dogajajo v telesu. Se pravi, vsak otrok bo lulal, ko se zbudi. In večina in res eden izmed lažjih ulovov je, ko pride iz avtosedeža ali pa iz vozička, nosilke, a ne. Nekje, kjer je bil dlje časa pri miru, potem se bo najbrž polulal. Tako da bi lahko rekli, da so neke 4 lahki ulovi, po bojenju, a ne, med prebujanjem, med previjanjem, ko ga damo ven iz vozička, nosilke, avtosedeža in pa, kjer ga bi še lahko dale. Iz nosilke, a ne, ali pa če so kje, tako bolj primer. Ja, ko se zbudi, ona ve, da gre zmeri lulat, a ne. Se pravi, takoj se jo odnese tja in potem jo pač slečem, trenutno se še ne zna sama in potem ali pa in se zgodi. Tako, ker to si ti naučila si jo nekih namigov, a ne? V samem položaju in zvokom, ki ga sliši, ona ve, da je to zdaj varno okolje, da ona nekam izloča. Ker imamo potem neke 4 poti do kahlice, bi rekli, da preko opazovanja spoznamo otrokove znake, ali pa signale, kako bi temu rekli, zato si moramo vzeti čas, pa potem te lahki ulovi, kot smo jih omenile,
potem imava pa še njihove naravne ritme, se pravi, kako dolgo po bojenju traja, da se on zbudi, ali je to v 2 minuti ali v 15 minuti in kako dolgo potem, ko se nahrani, se bo pokakal ali polulal, a ne? In na koncu še naša intuicija, seveda. Prebujanje, kar manj pleničarstvo ali komunikacija vzločanja v osnovi je prebujanje te naše notranje moči ali pa glasu, a ne, da se zmoremo povezati z otrokom in res vemo, kaj on rabi. In potem smo mi bolj zadovoljni, ker imamo nek uspeh, on pa tudi zato, ker ga slišimo v nekem širšem spektru njegovih potreb. Wow, ful fajn. Res tako dragoceno znanje, to je cela revolucija, no vse zame dejansko je bila in na Gaia Akademiji najdete vrsto drugih predavanj, ki prav tako odpirajo oči in pomagajo sodobnemu staršu pri dejansko vzgoji sebe in posledično tudi vzgoji svojega otroka. In kaj seveda želimo? Odgovornega, samoiniciativnega, samostojnega in čustveno inteligentnega otroka. In to so torej načini, kajti vsi gostje v naši oddaji, kadarkoli govorimo o travmah, strahovih, težavah, problemih v odnosih in tako naprej, vsi zmeri govorijo, kaj se je dogajalo v otroštvu. Evo starši, če imate otroka, zdaj je čas, da zrihtate te stvari in date najboljšo možno popotnico. Tako da preverite na Gaia Akademiji različna predavanja, ki učijo ravno tega. Anja, kar je bilo meni zanimivo, enkrat jaz njo postavim na kahlico in sem tako zramneče pela na začetku, ker najprej sem ji dala kahlico in je bila to en teden sam igrača, da je pač gledala, ne? In potem, ko sem jo dala gor in jaz njej lu, in tako utihnem in vidim, da sem jaz povsem nesproščena. In potem, ko sem sebe sprostila, kakor tudi svoje sfinktre, sem videla, da ona tudi lula. V smislu, če sem jaz zategnjena, ona ne more lulati pa kakati. A misliš, da je povezava, ali se mi zdi? Absolutno. Nek pritisk, pričakovanja, ki ga imamo mi od svojega uspeha, tega manj pleničarstva, ne, da bomo ja uspešni, če drugi vedo, da to prakticiramo. Ker jaz nisem nič pričakovala. Mislim, iskreno, vse, kar si povedala, mi je bilo ono malo, ne more biti tako easy, vse ne bo ratar, ampak bom vsem probala. In je. Ja, tako, moramo biti sproščeni in vedno poudarjam, da smo radostni glede tega, ne. Kakor pridemo v neke frustracije ali pa da nam je težko, pa vzamemo si raj dan, dva počitka, pa dajmo to radostno delati, ne. Otrok rabi to veselje do življenja. In tudi smo zelo pozorni, če mislimo, da smo zamudili, ko je bil novorojenček ali pa majhen dojenček, nikoli nismo. Ko dobimo to znanje, tako kot si rekla, je prav, slišimo in poskusimo, a ne? In potem prilagodimo našemu ritmu, a ne? Dosti bolj enostavno je, kot se sliši, ja. Je, dejansko dosti bolj enostavno. Super. Zdaj vidim, da imaš tudi nekaj oblačil zraven. Kaj je pomembno, da vemo, kar se tega tiče? Ker tele zokančke, ta dolge, sem jih tudi jaz kupila Gai in mislim, da jih bom predvsem poleti začela prakticirati. Kako si lahko tukaj dejansko pomagamo? Moja mentorica Andreja Olson pravi, iz Go Diaper Free pravi, dress for success, a ne? Jaz tega pri svojih hčerki nisem vedela, se pravi, oblečimo se za uspeh. In velikokrat je nek negativen prizvok tega, da moramo otroka veliko oblačiti pa slačiti. Zato pomeni, da si moramo enostavno poiskati rešitev in to prilagoditi. Jaz sem zdaj tukaj, na primer, iz enih navadnih hlač, ki bi takole izgledale, sam enostavno naredila luknjo in za šivanko in cvirnom za nalašč, zato da nisem uporabila šivalnega stroja, to zarobila in bi otroku enostavno oblekla te hlače, da bi lažje dostopala do pleničke. To je ena od prilagoditev. Potem sem tu oblekla tegale svojega Filipa, kot si omenila, v gamaške, ki jih lahko kupimo, pa ima pralno pleničko in majčko, a ne? Zato, da si z bodjem spet ne otežim same zadeve, da bi bil moker, pa je potem preveč preoblačenja. Pa imam pa tukaj mojo Lizo, sem pa bodi odrezala, zarobila in naredila majčko iz nogavičk, ki bi bile pa v celem, sem pa v bistvu odrezala in dobila nadkolenke, zato da ne zebe otroka v nogice in trakec, rečemo diaper belt ali jaz rečem sumo
pas. In enostavno samo zataknemo pralno podlogico v ta pašček in ga lahko čisto enostavno previjamo, a ne. In za doma se mi zdijo to take super rešitve. Ko gremo pa na pot, pa tako kot si rekla, ali pralna plenička, ali plenička ekološka plenička za enkratno uporabo, a ne, kar pač je nam lažje, a ne. Zelo me je presenetila informacija, ki govori o tem, da ni ta malim najbolj v plenici, da so radi nageci, a ne? V tem smislu, da bi mogli vsak dan imeti čas, ki bi bili brez. Tako, vsaj pol ure rečem, do 2 uri pri malčkih, da jim omogočamo to neko svobodo, a ne? Tudi koži, da diha. Ker če pogledamo biti cel dan v nečem, kar ne diha, pa v plastiki, a ne, to sigurno mora imeti svoje posledice. Tako da s tem veliko mamic to naredi zvečer, ampak mislim, da tudi čez dan, če damo kako nepremočljivo podlogo, da me ne bi bile v stresu zaradi umazanije, je to čisto zlat čas, ki bo otrok tudi zelo hvaležen za njega, pa tudi pri razvoju jim pomaga, ker se lažje potem premikajo, v bistvu bolj so svobodni, a ne. Pa sej, če pogledam čist na začetku, tiste prve tedne, ki še to nisem prakticirala, zmeri, ko sem mi pleničko odprla, se je polulala. Tako. Ker je to naravno, prirojeno je. Če pogledamo sesalce, recimo s sosedo sem se pogovarjala, pujski tudi pridejo ven, a ne, od mamice in se zunaj polulajo in pokakajo. In čisto enako je pri nas. Ne moremo biti mi v trebuščku 9 mesecev brez pleničke pa preživeti, potem pa pridemo na ta svet, pa bomo kar v bistvu plenico kot stranišče uporabljamo, a ne. Imamo prirojeno to potrebo po čistoči in nočemo kot ljudje, a ne, kot novorojenčki, umazati našega negovalca ali pa samega sebe. In zato izkoristi novorojenček ali pa dojenček vsako priložnost, ko jo le lahko, da izloča izven pleničke. Se pravi, na začetku si narediš mindset v glavi, ne zdaj pa moj otrok ne bo imel plenic več, ne, ampak dajmo malo prešparati pri plenicah, ne. Ja. Ker jaz velikokrat vidim, da potem eno pleničko lahko kar imam še potem še naprej, pa jo večkrat uporabim in tudi opažam, da med počitki dnevnimi, zdaj je stara 10 mesecev, da je velikokrat suha. To sta naredile že ogromen premik, a ne. Se pravi, da se ona popolnoma zaveda in ti zaupa, da tebi ali pa Atiju, da ko se bo zbudila, da ji boste nudili to okolje. Se pravi, treba je pa biti konsistenten, ne, ko se nekaj odločiš. Ker kaj, otrok tebe čaka polna, ne? Tako, dosleden moraš biti, a ne. Če vidiš, da ne zmoreš v celem dnevu, ni s tem nič narobe. Mu ponudiš pa samo tako, kot si rekla, po počitkih, na primer, ali pa sam zjutraj, ali pa sam zvečer. Daš mu možnost, da on ostane v tem odnosu do svojih izločkov, da se jih zaveda in s tem dolgoročno zelo olajšamo samo odvajanje od plenic, ker se oni ne bojijo potem svojih izločkov. Dejansko se bojijo svojih izločkov? Tako, posebej blata, a ne. Ja. To je že na nivoju telesa, na nivoju živcev so to neke bolečine ali pa neprijetni občutki, ko jih mi občutimo, da nas tišči, ko pa oni vidijo ta kakec ali pa da se morajo usedeti, pritiskati občutki, da nekaj pade iz njih, a ne, je pa to enim otrokom res neznosno in potem imajo starši hude probleme s samim odvajanjem od plenice, ker jih otrok prosi, da mu dajo plenico gor za odvajati. Ampak jaz pravim, ko se enkrat odločimo, se z izzivi rešujemo tako, da poiščemo rešitve. Ne gremo nazaj na plenico. Povemo mu, da je to njegova nova resničnost, da se mu opravičujemo, da šele zdaj, ampak da ga razumemo, da ga je strah, ampak da pač se bomo zdaj mogli skupaj naučiti. Lahko si pomagamo s plastelinom, pa mu pokažemo, kak iz naše dlani pride. Se pravi, smo ob njem, mu ponudimo varno okolje, ampak vztrajamo pri tem, da kakec gre v kahlico in lulanje gre v kahlico, a ne. Da tako pač je. Tudi odpremo vrata kopalnice, to je tudi, in imamo mi pozitiven odnos, ker je prav, da imamo mi pozitiven odnos do svojega blata, ker to odstira nekako naše zdravje, ne. Hvala lepa, Anja, za vse informacije, tako dragocene. Mamice, vi pa podelite te informacije tudi z ostalimi mamicami, predvsem pa v prvi vrsti najprej same poskusite in boste videli, zadeva dela k urca, ampak brez pričakovanj in povsem sproščeno.